Danes je bil napoveden veter, tako da res malo piha, ampak ni pa to, kar sem pričakoval. Verjetno bo kasneje. Drugače pa zdaj že kakšne 2 urice jadrava, tako da super. Tako da upam, da je to z motoriranjem. Malo pa glavno jadro odprto, pa Genovo, sicer je malo preveč z vetrom, pa glavno jadro Genovi jemlje veter, ampak drugače ne gre, ker bomo šla preveč cikcakava spet. Spet se prilagajava, zdaj imava Gejo kot metuljčka, se pravi glavno jadro in pa Genovo, s tem, da smo dala Tangun, tako da malo na vsako stran na jadro. Zdaj greva 5,5 vozlo, hitrost je čisto v redu, sem se skozi veter spreminja jako smer, tako da veliko časa bo šlo takole. Evo, ene 2 milji stran je ena ladja. Očitno se tudi ti skrivajo, ker nimajo ISO žganga. Se pravi, jih ni videti, tako da je treba kar paziti tudi po noči. Zdaj, da jih pol nima. Zdaj kar napredujejo, je tam 65 vozlov, hitreje niti ne želim. Zato, ker so valovi, če kakšno jadro preleti ali pa kaj, je bolj greva takole le malo. Vse vseeno, zdaj smo tu dni plula 14 dni, vseeno, ali prideva v 3 dneh ali pa 3,5. Do najnega ovinka, bom rekel, kjer se bo odločila, da je v Džibuti naravnost ali pa gor proti Rdečemu morju. Jadro z vetrom so imela že 32 vozlov, maksimalno sunk, ko so naredila krajšavo glavnega jadra. Pa pol Genove imamo, zdaj, če imam celo odprto, samo plapola, ki je preveč zakriva glavno jadro. Je še zmeraj med 65 vozli, to je super. Vidi se na morju, da so že pen, beli valovi. Največji problem so pa zdaj ladje, ki prihajajo proti nama, tlele. Je izven koridorja, nedaleč, 10-15 mil, ampak nimajo žgan ice, tako da mogoče zdaj bolj, da prečkava koridor, pa greva po eni strani, tam, ki grejo ladje tudi v najno smer, tako da gremo zdaj med ladjami, medva kontra njim, v tem vetru, da jadrava, ne, bo še videla. Zaenkrat sva še umaknjena tistega glavnega koridorja, ampak že zdaj so šle 2 čist blizu naju, mimo. Iz Bonace v 2 urah, takole. Sploh ne morem jader naštimati. Tudi če jih se tukaj nagneva po valovih vsake tukaj časa, da preleti potem. Zdaj probam takole iti, če bo šlo. Bi ga zdaj spet Tanguna nazaj dajal, ker se bo spet veter za 10 stopinj spremenil, pa bo spet čisto vse drugače. Tole pa tudi ni v redu, moram popraviti. Plujeva v konvoju velikih ladij. Po tej strani je gor ladje, po tej strani dol, ravno kar je ena tukaj, evo tja. Med tem 2 konvojema je
2 milje kao prostora in v tem medva plujeva po sredini. Jeva direktno z vetrom, zato plujeva na glavno jadro pa na Genovo s Tangunom. Zaenkrat je v redu, imava tam med 5 in 6 vozli hitrosti. Še 2 dni takole, neprestanoma ista smer. Za Genaker občasno tudi preveč piha, ker je čez 20 vozlov, zato imava tudi krešavo narejeno, ker je bilo tudi do 32 vozlov včeraj in nočem pretiravati. Za Genovo pa itak ni problem, ker se jo samo na hitro zvija, tako da ni problem tudi, če začne fajn pihati. Skrbi me edino sem tole, da ne preleti, sicer sem prevezal z vrvjo bum, da ne more preleteti. Se včasih fajn zaguncava, zdaj se malo, ampak včasih res kakšen val pride velik, zato se sem to bojim, da ne preleti. Drugače je pa v redu, no. Je kar merna vožnja danes. Včeraj so se veliko bolj gugala kot danes. A so pa že toliko navajena. Ne, danes je bolj merno more. Tole imam generator takole privezan, kadar Starlink vžgem, da sva na elektriki. Sicer malo dovolj elektrike, ampak če pa Starlink laufa, potem je pa to še dodatni hladilnik ali pa 2, tako da ima kar ene tam 4 do 6 amperov porabe, kar je kar veliko, če ima še na uro žgano, zdaj rapa ene pol ure ali pa še več, da se poveže, posebno zdaj, ki se dosti zibava. Pač pa takole zgleda. Dan za dnem, zdaj imava sicer več vetra, kot sva imela ostale dni, ampak saj jadrava. Tole imam še trakce, tako da vidim, s kje veter piha, da mi je malo lažje, da ne rabim gledati v inštrumente ali pa tako da hitreje, če pogledam sem trakec, pa vidim, s kje piha. Pravega vetra je 21 vozlov. Greva 6 vozlov, 6:1 po GPS-u. Morala sva dol vzeti glavno jadro, ker se preveč guncava in je začelo preveč preletavati. Vsake tek časa pride tako veliki valovi, da naj z enega roba na drugega zagunca, se ni stanjstvo. Ampak se cel jamber strese in se bojim, da se bo spet kaj odlomilo, strnilo. Tako da greva raje zdaj samo takole na Genovo, zdaj prihaja malenkost takole le veter, tako da je boljš. Takrat sem razmišljal, da bi to, takole se zagunca, levo, desno, čist. Glavno sem razmišljal, da bi dal glavno jadro na to stran, ampak glede na to, da se tudi kontra to guncamo in se veter skozi spreminja, bo zaenkrat probala imeti samo Genovo odprto, bom pa videla. In se odločil naprej, ker bom videl, kako bo. Zdaj nekih ladij tlele ne vidim okoli po ajsih, kar nekaj nasprotno naju pluje. Medva so še zmeraj po tej plovni poti po robu plujeva, tako da nima nobenih težav, tudi po noč lahko kar spim. Skrbi me samo, da ne bi spet kakšen avtopilot zatajil, tako kot nam je tam pri Salomonovih otokih. Sicer to se je v 2 letih pa pol dejansko enkrat zgodilo, ampak zdaj tle ladje mimo naju plujejo miljo do 2 milje stran od naju in če bi avtopilot recimo se spet izklopil pa karkoli, preden bi to ugotovil, so lahko že pred ladjo ali pa v ladji. Tako da zato imam kar budilke naštimane vsako uro, gledam tudi koliko grejo ladje hitro, koliko daleč so. In dejansko tudi, ko jo zagledamo, ne vem, 20-30 mil prej. Na ajsu ona pluje, ne vem, z 12 vozli, medva plujemo s 6 vozli, tako da je samo enkrat hitrejš, ko smo medva, tako da kar rab, recimo spet kakšno 2 ure, 3, 4, da naju prehiti. Tako da se da tudi potem malo spati vmes, tako da danes je kar malo spal.
ampak vseeno ni to kot normalno. Jadrnica je čisto umazana, prašna. Zdaj od Maldivov, tam, ko smo imela tukaj tistega deževja, od takrat naprej ni potem, se pravi, v marcu, ni padal dež. Zaenkrat tudi ne uporabljamo watermakerja, zato da bi jo očistila, zato ker je že tako komaj naredila v teh valovih, vmes, ki jo delava. Bova zdaj, ko bova v Džibutiju, bova imela čas, pa jo bova malo spahnila. Grejo te okna, ki smo zamenjala, so zelo srana. Itak bo pa zdaj tako, čez Rdeče more, tle bo verjetno lahko še veliko peska, tako da bo še verjetno še veliko slabš, kot je zdaj, ampak bova je zdaj malo spahnila. We will continue on channel 160 of Baywatch out. So se podločila, da greva kar naprej. Ne bova se ustavljala v Džibutiju, greva kar v Suakin, port Suakin v Sudanu, do tam imava slabih 700 mil, recimo ne 6 dni, tako da smo že poslala agentu tam vse dokumente. To je to. Zdaj tle čez med Jemnom pa Eritrejo bo približno 40 vozlov vetra napovedenega, ampak ni samo trenutno, kakor je tudi skozi naprej napoved, skozi tam med 30 in 40 vozli, tako da kaj dosti razlike ne bo, zato so se odločili, da grejo kar naprej, glede na to, da so nama rekli, da v Džibutiju je tako, ni nič fajn, umazano vse, plačuješ prvi dni $35 anchoring fee, plus še agenta, plus prijavo, pa vse. V Sudanu plačaš pa, naj bo prišlo pa 300, je pa brez teh anchoring fee, pa potem se lahko v Sudanu še naprej ustavljava proti Egiptu. Tam malo bolj lepo je, vse imajo isto kot Džibutiju, tako da so se odločili, da greva tam. Pa tam sva sredi Rdečega morja potem in ko bo ugodno vreme, sem pičiva naprej čim prej do Sueza, potem pa sva zmagala, če mene vpraša kdo. Greva v drugo polovico dneva, zato sem se počasi že pripravil za ponoč, ker bo 30-35 vozlov, zelo malo vetra, že tudi do 30, odvisno koliko pride sunk. Tem, da sem malo povil, zaprl sem lazy bag, da ne bo kmetalo. Vzela sva dol tangun, ker imamo zdaj že malo bolj se strani veter in tudi če se nagne, sem ne preleti več, da smočan veter. Tako da sem tangun pospravil, malo skrajšano, pa greva tam blizu 6 vozlov. Tako da zdaj bo 1-2-3 dni takole fajn pihalo ali pa še bolj, ko zdaj to, pa se bo veter umiril oziroma celo obrnil kontra. Upam, da čim prej pridemo do Sudana, kjer se bova ustavila. Spet smo imela pestro noč. 50 vozlov so imela maksimalni sunk, tako da kar piha. Zdaj je malo, par ur ni fajn pihalo, zdaj se začenja. Zdaj je že 20 vozlov. To so pa ladje, ki gre nasprot. Kar naenkrat se pojavlja, 1, 2, 3, vse so iste firme. Za njimi vidim, da je pa vojaška, ki da verjetno jih spremlja. Drugače zdaj gremo med tem delom, med Jemnom. Jemen je tam, 10-15 mil samo, tole je pa Džibuti. Tole je pa prvo kopno po skoraj 19 dneh, to spada še po Džibuti, in da pa jadrava naprej. Piha tam med 20 in 25 vozli, tako da plujeva samo na Dženovo. Zmišljal sem, da bi šla za ta otok od zadaj delati vodo, ker je preveč valovito, da bi to lahko delala med potjo, ampak bom verjetno jutri delal. Bom še za en drug otok.
Veter je malo padel na 25 vozlov, valovi so se tudi malo umirili, tako da zdaj šibava pa čez 7 vozlov samo na Genovo, kar je super. Se pravi, še danes pa jutri moram po moje potrpeti, pa bo pa boljš. Pa bo pa veter ponehal, valovi upam, da se bodo ustavili in bo lahko bolj normalno pluli. Ja, delfinčki, ki so pa ful veliki. Ful jih je velik. Veliki so ful. Ful so veliki. Yeah, I see. I want to stay on this course. Takole izgleda jutro pred nama. Jaz po noči nisem nič spal. Sva imela res kašeba. Res dela. Glavno tile valovi nama tudi kokpit zalijejo znotraj do salona mokro. Ta noč je bila še bolj pestra včeraj. Zdaj imam čist krajšo na Genovo. Sneg po noč tudi ide v čez. Danes sem kaj videla. Več pa avti, da nas so imela po noči. Da vidimo, koliko je bilo. 52,2 je bil najmočnejši sunk, valovi so pa nenormalni. Bolj tako, ko bili na enem oceanu, ne pa znotraj Rdečega morja. So sicer zavetje enega otoka, ampak so bili tam jemenski ribiči in se nismo upala ostati. Pa tudi sred noči tema je bila, tako da ne bi mogla niti sidrati neki. Ker so se odločila, da kar nadaljujejo potem tle vse teče, vse mokro. Jadra greva 6-7 vozov. Upam, da preveč spoj krmilo, preveč trpi tudi. Se lahko kakšno krmilo zlom. Karkoli se tle zgodi, nimamo nobenega zavetja, karkoli. Razen teh velikih ladij. Kakšen ta prihaja zdaj? Pa se že lom. Ja sem upam, da se nam biti tle, ker pa imajo zalije.
to. Tamle je nasproti tanker, bo malo snemo, da vidim, če se mogoče vidi takrat kuva noter zapele, ko je pošprica po tankerje. Da bo ponehalo, pa neč, da gremo naprej. Je pa dobra stvar pri vsem temu, ker ne kurva nafte. Valovi so se umirili, malo še 2 dni do Suakina v Sudanu. Zdaj se pa malo s takimi stvarmi ukvarjamo, jaz Skopje delam, glede na to, da je mirno morje. Italija tle neki informacije zbira. Takole malo, zunaj imamo gremo na motor, ker ni veliko vetra. Sicer imamo odprto glavno jadro in Genovo, da nama malo pomaga, pa še gremo to slabi 4 vozle, ne gre hitrej. Danes bo še malo tak dan možen kakšnih napadov ali pa kaj. Potem pa bova že čez mejo, se pravi proti Sudanu, kjer bova varna. Včeraj Natalija gledala, je videla zvezdne utrinke, dejansko so bile pa rakete, ki so jih sem danes zvedel. Tako da ni nič kaj fajn. Pa zdaj so tle mimo obale Eritreje, tle tudi napadajo in se, kao oni po VHF-u, po radijski vezi predstavljajo kot Coast Guard, tako da če nekdo kliče, se ne oglašava, ampak samo plujeva čim prej čez. Se pravi, še danes, še en dan plujeva in sva rešena. Danes smo delala, sva končno lahko delala vodo, ki je dovolj mirno. Se tam imam še odzornik isto aparat, tako da Suzuki spet ne dela. Zanč, ko sva šla z Maldivov zadnji dan, je crkno in nekako, ne sem že svečko zamenjal, vse sem probal, bencin pregledal, olje, ne užge, enostavno niti malo ne užge, tako da ne vem, kaj je zdaj spet. Zdaj, ne bi pa rad še enkrat v plinjač spet razdrl. Vsako stvar, ki jo razdreš, so tesnila, pa vse živo in vsakeč, ko to razdreš, potem se malo uniči, malo bolj tako, ne, lahko. Ampak če ne drugače, bom to naredil. Zdaj imam čas 2 dni, da ga usposobim. Ne vem pa, kaj bi lahko bilo res. Glavno jezime. Če bo le šansa, zamenjamo za kaj drugega. Znači, nadaljujeva takole naprej v tem mirnem tempu z minimalno obrati, da čim manj goriva trošva. Takole malo jadra, to je to. Upam, da čez 2 dni vplujemo in da končno po enih 24 dneh neprestanega plutja lahko končno zaspim, pa da greva malo na kopno. V glavno, vse dolgo ne bova tam, kakšne par dni, potem pa greva počasi naprej, ampak se bo počasi ob obali Egipta ustavljala, pač kjer nam bo to dovoljeno brez prijave. Sem je skak pošprical. Tile so pa res veliki. Videla sva že velike delfine, ampak ne vem, če so pa že tako velike videla.
da za malo igrajo, pa letega letiti. Je, da so današnji dan začela z čiščenjem hladilnika, ker je že fajn umazan. Drugače pa motorirava, pa glavno jadro malo odprto. Tako da zdaj pač tu je nekaj stvari zloženih. Smrdi. Imela sva en česen pripravljen noter, pa se je prevrnilo in fajn smrdi. Pa tudi dolgo niso ščistila, tako da zdaj Natalija se spravila, da bo se obrisala. Drugače pa jadrava naprej. Okoli naju trenutno ni nobene ladje, vsaj blizu ne. Greva direkt v veter, vetra je tam ene 10 vozlov še ne, tako da dejansko nima kaj jadrati. Malo sicer tlele gor, glavno jadro odprto. Ne vem, malo tu tok, malo kontra, ali kaj, v glavno greva na 1500 obratov, tam 3 vozle pa pol, kar je zelo počas, ampak bova že 630 mil do Suakina. Z GoPro kamero sem pogledal, kako je na spodaj pod jadrnico in so imela čist polno trave na propelerju. Potlej sem dal malo zvratno, pa šel naprej, pa šlo pol trave dol, pol ne. Tako da sem šel potem v vodo in sem očistil propeler. Tako da upam, da bo zdaj malo malenkost hitrejša, ne pol vozla, se kako pozna. Sem pa videl, da je polonih, ki so nama že čez Pacifik nabral tistih priseskov, čist polno jih je. Tako da ni čudno, da sva tako počasna, ker malo vsega na trupu. Tako da zdaj, ko prideva v Suakin, imajo kar nekaj dela, da se to očistam. Vsaj malo, sicer gre s tem tudi antifouling dol, ampak nimam kaj. Itak zdaj, ko se bo vrnila, bo treba narediti antifouling ali na Hrvaškem ali Grčiji, ne vem. Sonce še ni ušlo, danes je zadnji dan. Bo prispela v Suakin. Zdaj sem popazil pred sabo delfine. Tako da malo lepo spremstvo spet. Ker ni še sonce, se lepo vidi zaenkrat. Kako plavajo. Zdaj so malenkost manjši, ko so bili včeraj ali predvčerajšnjem. Ampak lepo jih je videti. Včeraj sva še malo jadrala, večer je bil veter, pa smo pa celo noč nadaljevala z motorjem. Goriva malo še dovolj, tako da če bo potrebno, bo malo obratov dodal, da bo malenkost hitrejša. Drugače pa bo tako nadaljevala. Zdaj potem, kar na avionik skaže, po miljah naj bi prispela tam enkrat 5 popoldne, kar je še v redu, sem toliko, da bova pred nočjo. Zdaj pa ne vem, ali so tole pilotni kiti, mogli bi čist črni, niso. So pa neki čudni delfini, ki imajo zaobljen gobec. Tako da ne vem, nisem čist prepričan, ki jih tudi ne vidim. Mogoče zdaj če kaj še zaprašati. So pa veliki kar, precej večji kot delfini. Pa ful so hitri. Nek čuden nos gobec ima, ne vem. Ne vidim ga. Ali pa je delfin, samo vprašanje, kater tip je. Teh tipov je kar precej. Šitlek, šitlek. Mene 3 metre sigurno, daj tam levo znajo tudi. Ko sem jih sploh videl, bila so noter in imam nastavljeno alarm za globino, tukaj lik čeri in je začel alarm piskati 6 metrov globine in sem letel ven, sem mislil, da je že v čereh, pa zagledal, kje je delfin. Se pravi, da je bil eden pod spodaj pod je pač mer dobil odboj in tam bo še srečo nič hujšega, srečo malo lepo.
zdaj pred koncem sva pa še ribo ujela. Sem še ven je moral potegniti do konca. Daj, da se nastaknilo. Jo boš mogel tlela gor dati. Ja. Imava jo. Zdaj sem še ven vzamem. Dobro bo. Zdaj ne 2, 3, 4 kosila. Sem imela kar srečo. Je kar lep komad. Še 10 mil imava do porta, do vhoda. Glavno danes je bil kar po VHF-u me motijo. V glavno danes je bil kar lep dan. Prvič sem videla v življenju, kaj že okrog, ne kličejo najo, okrogoglavega delfina. Po točno 24 dneh prihajajo iz Maldivov neprestanega plutja v Sudan, kjer se bova zdaj prijavila in ostala tukaj nekaj časa. Tale ribca najina še čaka, to je Filetirova. Suzuki sem probal zrihtati ne dela, ki sem možga že, samo ne dela, tako je crkne pa. Tako da ne vem, kaj lahko še naredim. Midva prihajava v Sudan, jaz sem prvič tukaj, Natalija tudi, vse verjetnosti tudi zadnjič, si moral gledati, kaj je. No, glavno puščava, tle je zdaj vhod, imamo ene 2 milje pa pol iče za noter, bova videla, kako bo naprej. Takole zgleda, globina je tle 20 metrov, tako da je v redu, zdaj pa plujejo naprej. Zdaj greva tle noter, je en del čist plitu, 4 metre še manj, pa ful ozek je še ne 20-10 metrov samo od tistele stavbe tamlele, sprav tle noter gremo. Tule je drugač otok, drugače eno od sidrišče pa se da pa tudi tle sidrati, če prideš po noč. Zdaj najbolj tle noče 3 jadrnice, saj po ajsu, en jambor že vidim. Bomo videla, kmalu, koliko je ura. Prenevarno, če kam zapelješ. Levo, desno preveč. Eda so zasidrala, oziroma vsak trenutek bova. To je to. Zdaj pa počakamo, da pride agent, pa potem pa mislim, da z gumenjakem do tamle, čeprav mislim, da nekako bo veslala. Glavno, to je to. Prispela po točno 24 dneh neprestane plovbe iz Maldivov do sem.